solna kislina, veš, v želodcu. Po mojega. Ja, no. Keratin, verjetno ne. Hitin, no vem, no, a veš kaj, odvisno koliko je debor. Če zdaj, da bi jaz to ga jedel, tisto oklep, da se ti zakače not. Ja. Ampak če pa biti tenkih, pa vse pa mogoče. Ne vem, a veš, da nisem šel za te. Ja. Tebe bi mogel jaz enkrat peljati tam na blokah, ko imam tisto majhno parcelco, zdaj imam sam še en sedunek me medved uničil in avto me zajebava že 2 let, avto sem kupil 10-krat, mehanik, servis, ne more pogruntati, nič ni drugače, enkrat dela, enkrat ne dela, enkrat resetiraš v glavnem, če ne bi te peljal, okej, a veš, da bi videl, imam psa 2, pa slapovi so lepi, tam je zveriški gor, in je ful lepo. Res sem lep slab. Kaj pa tako recimo, misliš, ne vem, mi tipi znamo, ne vem, nekaj spiješ, pa si lahko srečen, ne rabiš nič težiti. Ženske so pa nagnjene k temu, da skozi neki, razumeš. Je pa spet, da bi rekel, da vse, tudi ne. Ne, vse ne, ampak tako recimo, ne vem, zakaj misliš, da je tako, ker smo včasih, ne vem, 50 000 let nazaj je živelo v enem ognju tam, pa so bile ženske med sabo, pa so skozi neki probleme reševali ali pa govorile, zdaj pa teh problemov ni, a ne? Se pravi, družba sama taka, kot je, veliko, bi rekel, delovnih mest, ženska ni nič zmatrana, malo tam zdi, nekaj računa, karkoli, dobi ful dobro plačo, ti se pa jebeš cel dan, a ne? Pa zmatran, pa brat nekaj spil, te pa tam zafrkava, a ne? In pa misliš, da ti je vse, ti si pa toliko zmatran, razumeš, da brat pa sam mir. A misliš, da je to zato, ker imajo take šihte, da jim ni treba fizično delati? Mislim, saj malo je po naravi to tako, ampak ne vem, se mi zdi, da, a veš, to je kakor pri fuzbalu, 2 ekipe sta zmer, naša narava je taka, da zmer mora enega nekaj ali cufati ali karkoli, sreča je pa tako enostavna, mislim, ne vem. Bi rekel, to imaš, bod srečen. Ne, on hoče to, pa se zjebe na koncu. Ne vem. Jah. Veš kaj, ljudje smo toliko nekako različni, se mi zdi, da ja, vse se da ene stvari tudi sortirati. Rekel, ženske so malo bolj take, mi smo malo bolj taki, ne? Že fizično, jasno, pa pol tudi psihično delček. Ampak se pa toliko prekrivamo, da vse so moški, so še večji težaki, pa še bolj so nevarni, pa bolj primitivni, pa veliko več morilcev med moškimi. To me najbolj fascinira, da so ljudje taki bumbarji, da se spravi na ženo, pa na otroka, pa še samomor naredi, razumeš? Saj računam, saj razumem, če te ena skozi teži, pa da ne utihne, da pač ne gre to skup, ampak greš, ampak ali pa nekaj karkoli, ne pa da uničiš otroku življenje, žensk življenje, pa še sebi življenje. Vsaj enega bumbarja, prišel enega bumbarja ruknil, bi rekel, on ga zmanjšal, marsikjer se v zamislu bi rekel, zdaj pa ne smem toliko bedarij delati, ker zmer so najdu en, ki imel to pač glavo obrnil tako, da prav. Tako se pa na te revce spravljajo, mislim. Problem je v tem, ko se to v afektu zgodi. To ne naredi zdaj človek razmišljajoč, ampak enostavno takrat, ko ti pade, pa samo odreagiraš. Jaz sem recimo dostikrat kakšnega, vse je zgodilo, skratka, da sem koga usekal, ker sem bil navajen, ker sem pač športnik, karatist in zmeraj tako kontra delaš, ne. In pa, če te eden samo malo tako, samo odreagiraš. In to je čisto preko onstran razmisleka, da pa rekel, no zdaj pa jaz tega človeka ne bom daril, ne bom ga usekal, vse ga nisem nikoli, da koga ki poškodoval, samo to, kaj veš, sem ali pa recimo, ko si toliko v taki slabi koži, ko si rekel prej samomor pa to. Ja, veš, bi rekel, zdaj bom pa jaz izkoristil to dejstvo, ubiti se itak mislim, zdaj bom pa še slepo, pa bom eno barabo tam, res enega tazga šel ubiti, ne, in pa bom pa še to posnel, tako da bojo ljudje videli, da sem koristno delo naredil, pa
potem pa še samega sebe. Ne. Ampak to je pa že projekt. In potem, ko pa ti to projiciraš in projektiraš, potem pa zgubiš voljo, da bi se ubil, potem pa imaš več volje do življenja, da bi pa ostal še naprej. Tako da to ne gre skupaj. Ja. Ne, jaz sem šel v življenju že do 25 milijonarjev. Pa vsi so na isto foro, veš. Sam več. Res. Sem rekel enemu, bomo naredili kmetijo, bo tvoja, jaz bom pa zato, da bomo drevesa imeli, da bodo drevesa zrasla. Ti boš povedal, kjera drevesa, jaz bom sam tam, da bom zalival, pa da bo to šlo naprej. Se pravi, tvoja sredstva, moj čas, plačaš mi lahko minimalen, za ungata sem delal 3 leta, 500 evrov na mesec, 24 ur na dan. Skozi sem bil tam. V enem letu pa pol sem se zboril, da sem bil 2 dni na mesec fraj. Skozi rdeč gumb pritiskal, skozi sem bil na voljo. Čisto sem bil sfukan, spal nisem, avto sem razbil. V let sem padel, Blejski jezer sem skoraj umrl, ampak hočem reči, 25 milijonarjev od Laha, Pačnika, Merlaka, Loginove, vseh, z nobenemu se nisem zmenil, da bi en dal 200 jurjev, da bi neki, ali pa Dončiću sem tudi pisal, pa ne vem, pa Plestenjaku, pa ne vem še kjer mu se, v glavnem, da bi naredil en projekt, ki bi bil dolgoročno dober, ker bi naredil optimalne drevesne vrste, ki lahko tam dominirajo. Recimo, preden je bila Benečija, pa so posekali za ladje devje, je bil hrast čisto drugačen. Si mu hraste take. Kaj imaš pa zdaj? Tiste par borovčkov, ta črnah, pa burja je vse odnesla, erozija je prišla, imaš pa kakor na Pagu, recimo. Pak je bil tudi čas, gost, a ne? In jaz sem to hotel. Načrtno se odločimo, naredimo en del tako, da bodo res optimalne zadeve čez 50 let, jaz bom pa skrbel za to, da bo to vodnat. Z nobenemu se nisem nič zmenil. Se stvar je mogoče dosti razumljivo. To so ljudje, katerim je do tega, da imajo ogromno denarja, ker drugače ga ne bi imeli. Jaz bi tudi imel ogromno denarja, če bi se... To ni prioriteta. Ne, sploh to ne zanima, res. Jaz, če imam toliko pa toliko keša, jaz že razmišljam, pa zakaj me zdaj ta denar sploh? To je nekaj narobe, a ne? Ja. In to je bolezen, res. Če bankirji vladajo, bankirji, ki imajo, rekel, vse ta velike firme čez, pa te organizacije, ki se stoletja so se delale, pa imajo, tu imajo zdaj vse, enata, drugemu da otroku, tretjemu, četrtemu, in ima zelo majhna peščica ljudi, zelo veliko bogastvo. In dokler je bankir ta glaven, bo denar bolezen, a ne. Bo pa ki je za drevesa, pa za permakulturo, pa to, ta glaven, takrat bo pa vsak, ki bo mu toliko pa toliko milijonov, bo toliko pa toliko naravo izboljšal. Da se pa sam gleda več stanovanj, tega nima pa nič, niti noben otrok, razumeš, pritisk raste na mlade, plača praktično minimalna, folk v stresu, pa kopič, to je bolezen pa je. Pa se pa čudijo, ne vem. Ja, no, kaj pa ti recimo razmišljaš, ne vem, hipotetično, bi mu zdaj, ne vem, 1 milijon evrov, kaj bi naredil? Nič, zaenkrat. Počakal bi, da bi mi kdo kakšno pametno idejo dal, pa bi pa malo razmislil. Ja, ne, sej itak, se imaš prav. Se tudi je kriv. 1 milijon evrov, tudi ne vem kaj je to že tako. Ja, ne, se tudi... 1 milijon evrov je tole, zdaj se posod samo 10 milijonov, 100 milijonov, če ni milijarde, to že kaj je to? Če bi tole enkrat prodal, to bilo kaj pol milijona evrov, sigurno. Pol milijona za me ni nič, če tako pogledam. Nisem v tem, če primerjam zdaj s tem. Ja, ne, razumem te čisto. Jaz isto pravim, da je en drevo, debo drevo, pa se medvedi spod hranijo, pa se jeleni hranijo, pa da še luknjo skopleš, da je ribnik, da še ris pride, pa žabe, pa ribe je vreden več, pa pezdarijo vsi tisti projekti skupaj, ne vem, kako jih financirajo. Jaz imam en slab med lescem, pa bledam, že 15 let teče voda. V bregu je bila potalnica, jaz sem skopal, naredil cel 6 metrov, 7 ribnikov, 15 let že tam teče voda, poslapo dol, risi so, žabe, kače. No, to, recimo. Ne pa folk, recimo, jaz sem inženir gozdarstva, folk dela že 15 let na Zavodu za gozdove. Kaj so naredili? Nič. Kaj pride, odkazuje, črta, to ni nič, to ni nobena dodana vrednost. En drevo ne raste zaradi njih, ne vem, neki sadijo tiste tam male, pa ga pa ne zaščiti, pride robida, pride jelen, požre, kaj je naredil, nič. Plačo dobi pa glih tako.
se bi to vse spremenil, ali na produktivnost, ali na, bi rekel, naravno usmerjenost, da ima narava doprinos, ne pa tako zdaj tle, ki je praktično vse proti, pa dež nam z neba pade, pa zrak imamo zastonj, mislim, ne vem, to... Ja, no, jaz preveč razmišljam, rad filozofiram. Ti, kaj pa recimo, ne vem, tako, kdaj je kakšen vrt, si kaj mu, kdaj je kakšno zelenavo, ali... Jaz ne, da bi... Žene pa. Imamo v glavnem, ker mi so z mamo tle solastnika, ampak to je, ona pride, dela tle, kar še na vrtu, pripelje kakšne delavce, malo tam pa enkrat to, enkrat on. To je vse njeno delo, kar je. Edin te 2 trte sem jaz zasadil, drugače pa nič kaj posebnega. Kaj pa je naslednja stvar, kaj jo misliš recimo narediti tako? Recimo, če gledaš 20 let nazaj, pa zdaj, ali si zamislil, da boš tako, kot si zdaj? Ali recimo, da bi bil kaj drugje, se pravi, se počutiš, da živiš tak življenje, kot si ga zamislil, ali bi rekel, če bi rekel zdaj za nazaj, da bi, ne vem, kaj tazga drugače naredil, da bi se čist kontra obrnil, kakor je pa zdaj recimo? Ja, tako je, sem zelo, bi rekel, inertni človek, ne, ker če mi je nekje ugodno in tle mi je, potem ne vidim neke potrebe, da bi karkoli spremenil. Jaz isto mislim. Zakaj bi nekaj spremenil, ki je tako lepo? Pa folk misli, da si lenuh, pa da si pijanec, pa ne vem kva pizda. Folk ne vidi, evo, krava. Krava se pase, je travo, a ne? Zakaj bi tista krava ali karkoli kdo škodo delala, ali pa pojedla več, kakor je treba, če ne rab, a ne? Zakaj ne bi ljudje videli, to je lepo, to je to, dosti je, super je. Zakaj je treba skozi neki več, pa več, pa več, pa gre pa vse v kurac. Recimo, jaz imam gnezdilnice, v Cinice je bila gnezdilnica in je prišla vijeglavka, to je pa vrsta žolne. In ona vijeglavka poje mladiče v Cinice. In kaj je bilo fora? Zraven je imela pa ena listenca, not v tleh gnezd. Vijeglavka je pojedla mladiče v Cinice in Sinica je žalovala. Jaz sem bil itak tam, ker sem skozi spal ob majem pa to. Sem gledal, ne vem, 300-krat sem bil na stolu, včasem ful živali slikov, a ne, ampak čem ti reči, Sinica je žalovala za svojim tamalom in je en mesec futrala od druge vrste, od listnice tamale futrala. Razumeš? Pa pravijo, da živali ne žalujejo, pa ne vem kva. Sinica je futrala druge, pa prav rekel, kaj jih je futrala, svojih nima, ne. Tako, skozi svoje oči se skrb gledamo pa. Ja, pismo. Ti kaj pa, kdaj greš pa spat ponovad? Tako, 3, 4? Ja, zdaj zadnje cajte sem celo že ob 2, mislim, da sem šel tudi ob 1 že, še enkrat, zdaj zadnje 10 dni. Zelo različno, ampak pred polnočjo, ne vem, če sem kdaj šel že v zadnjih 10 letih, razen če, recimo, če pijančujem, pa grem pa kar po dnevu spat, recimo, če po noč ne spim, pa to, sam to sploh niti ne vem. Pač greš spat, pa se zbudiš, pa spet dalje. Drugače načeloma pa tako, od 2 do 4, recimo. Pa spiš koliko, recimo, tako normalno? Ja, najrajš bi spal čez 8 ur, ne. Aha, čez 8 ur. Če spim nad 8 ur, pa sem zadovoljen. Če pa pod, pa nisem toliko, se pa prav prisilim se. Recimo včeraj sem šel ob 2 spat, pa sem se ob 9 zbudil, pa sem 1 uro bedel, pa sem pa še spal še do 12, tako da sem 9 ur nakrepal. In to mi je super, odlično se pa počutim. Recimo, če si že slišal, ta na YouTubeu gledam, Brian Johnson, to je en človek, ki ima kao moto Don't Die, a ne. Don't Die ima moto in on bi rad živel čim dalj. On pravi, da je enkrat kao, da ljudje sploh ne bodo umirali, ampak jaz to ne verjamem. Ampak dejansko, on je rekel, da je najbolj pomemben pač reden spanc pa to, a ne. Jaz pa ne vem, jaz se ful hopljem na -20 pa v ledu pa to, a ne. In sem študiral, zakaj recimo
eni kiti živijo 50 let, eni pa 200 let. Tisti, ki živijo 200 let, so zelo blizu polarnega območja in zato imajo počasnejšo prebavo in jaz mislim pa, da je to glavna zadeva. Ja, ker se celice čim več se delijo, tem več se pol teh... Radikalo prostah. Tako. Pa te mutacije, pa skrajšujejo se neke telomere, na koncu kromosomov in tiste pa čedalje slabše. No, in to je po moje glaven, če hočeš dolgo živeti, da dejansko to zmanjšaš, pa čim manj jesti včasih, a ne? Ja. Ker to recimo, ne vem, vsi medvedi tudi so navajeni, da jih pač streljamo po dnevu in zato so zdaj samo po noči aktivni, a ne? Recimo, v večini, ampak fora je pa v tem, da če gledaš primerjalno, koliko je medved 50 pa 100 let nazaj živel, ali pa zdaj, a ne? Recimo tisti medvedi, ki se gibljajo po dnevu, ki imajo v bistvu optimalne pogoje, ni dosti razlike, kakor pa zdaj, ki se po noč pa na tisto koruzo hodijo, a ne? Pač ritem so obrnili, a ne? Bolj bi bil problem, če ti ne bi po dnevu spal, a ne? To te pa je bolj, a ne? Nekaj govorijo tudi o tem, da moraš imeti temno, pa ta melatonin, pa ono pa tretje, skratka, da če na svetlem spiješ, da ni toliko kvalitetno vse skupaj. Ampak če imaš pa zatemnjenje, pa veste, Jaz najlažje zaspim, aj dan, aj noč, če sem zmatran, zaspim, da mu dunga Martina Strela, kakšen podcast, ki razlaga, ki nalaga, zaspim v 2 minutah. Samo mora biti ena je od Dore, ena je pa od Exodusa, ker tam je najbolj umirjen sovoditelj in tako govori, a veš, in me to pomirja in ko zaspim, če so pa kakšni te komercialni, ko pa on ful nekaj hoče se dokazovati, pa ne vem kaj, pa ne zaspim, ker ima ton govora drugega. Ja. Ja, ne, to me to ne pove. Ti ob televiziji zaspiš, ali? Ne. Se moraš umiriti? Čisto. A res? Tudi če sem zaspan, recimo ob televiziji, že se mi oči zapirajo in to dolg časa, recimo, pa grem pa spat, pa še 15 minut ne zaspim, ali pa včasih še več. Ja. No, zadnje cajte, tako če sem čisto v redu, če sem pod kontrolo, da nisem preveč pil, no, če sem zelo pijan, pa itak takoj zaspiš, pa je koma, to ni problem, ne. Ampak če pa tako nekaj tam, da te že malo na živce vseka, ne, pa je pa zopa vse skupaj. Ja. Ko so se pol leta nazaj minila, takrat nisem pil, ne 6 mesecev, 7 mesecev nisem pil. Od septembra do maja. A ne, okay. Nisem spil nič. Pa sem šel po jamo, pa stres, pa en kup stvari, ki bi jih jaz drugače naredil, sem pa začel, pač kakšen, ne vem, pirček na dan, ampak takrat nisem pa nič, a ne. In včasih, par let nazaj, a ne, pač, ki folk sekira, piješ zato, da ti grejo oni bumbarji manj na živce, a ne, recimo, a ne. Pa, ne vem, zdaj pa isto pijem, da si stres zmanjšam, sam načeloma, ne vem, z alkoholom ni nič narobe, pač od tebe je odvisen, a ne. Koliko boš, kaj boš, ne vem, jaz se ne spomnim, včasih sem bil mulc, smo šli fuzbal igrati z mladinci, ne, s člani, sem igral za člane, sem dal kakšen gol, so me napili v 0, naslednji dan sem pa za mladinci igral. Takrat sem najboljši igral, ker si čisto sproščen, a ne. Ja, pišmo. Ja. A to ta velik fuzbal? Ja. Pa par maratonov sem tekel, zdaj maraton tekel. To moraš probati. Ne moram več. Ne, ni res. Ne. Fora je, da eni so pri 70 začeli. Vem, pa me ne zanima, veš, se pravim, da sem zreduciral še tisto, največ sem pretekel, meni se zdi 15 km, recimo v enem kosu, kar je že tudi nekaj, ne? Ampak to je bil rekord. Pa enkrat sem laufal tle iz doline gor na Vrabče, je 300 metrov višinske razlike v 3 kilometrih, je kar strmo, tamle če greš izpod Nanosa gor. Pa tle sem veliko laufal, tamle je Tabor, to je tudi 100 metrov višine, tako no. Zdaj se mi pa ne da, zdaj pa raje po štengah, ker je hiter, veš, hiter se našponaš, tako res. Kolena te pa nič ne? A veš kaj, če nimam muske, potem slišam.
tudi če grem počasi, pa mi škripa, se dam pa muziko na glas, pa me pa ne more. Boli me nič, ne, samo slišim, pa mi gre pa na živce tisto. Pa kvize recimo, se še kaj prijavljaš? Ka ti ful znaš? Gledam veliko, ja. No pa kaj je fora, da toliko znaš? A ti si toliko radoveden, ali te toliko zanima to, ali... Kaj vem? A veš, malo je tega, bi rekel, naravne danosti, malo genetsko, malo je tudi kulturno okolje. Bil sem v taki družini, ko smo imeli zelo veliko takih pametnih ljudi, za prijatelje, družinske, umetnikov. Matjaž Kmetler, recimo, še danes so najboljši, skoraj najboljši prijatelji, moji starši, pa ona dva, Matjaž pa žena njegova. Hočem reči, pa veliko tega, pa stres Tone, ki je bil tam tak, kar nekaj, Škof, nadškof, pa ta Bojan Adamič, pa pa slikari, kogar češ. Glavnem, res so taka kvalitetna družina se zbirala pri nas. Pa ne, da bi bili zdaj neki malomeščanski snobi, ampak enostavno tako se pač oče se s takimi ljudmi družil. Pa sem se tudi jaz zelo veliko preko svojih študijskih pota, pa sem se ukvarjal tudi z nekimi takimi novinarskimi štosi, pseudonovinarskimi, bom rekel. Hemingwayske večere sem prirejal, tako kot imamo mi do zdaj. Až sem povabil recimo take ljudi, kakor, ne vem, Franci Petek pa Tone Pavček sta bila gosta recimo na drugem Hemingwayskem večeru, pa je bil Boris Kavaca, pa so bili pa Ciril Zlobec, pa Mitja Meršol, po dva sem imel ponovadi, tako da sta bila dva iz različnih fokov, ali bil en športnik, eden, ne vem, literat, ali kakorkoli. Zanimive ljudje, glavno taki, ki so bili znani, ali pa tudi včasih je pa kakšen, ki ni bil znan. Eni so se mi sami ponudili, da bi bili gosti, pa tudi ni bil nič kaj posebnega, ampak sem rekel, prid, ni problema. Skratka, preko tega sem tudi še dodatno veliko ljudi osebno spoznal. Veš, recimo sem ga srečal, ki je v Ljubljani, pa sem rekel, živijo. So me tudi že poznali, ker sem bil takrat že poznan, no, resno. Pa sem rekel, prideš? Ja, pridem. Pa sem ga pa naslednji dan še enkrat poklical, tako da je bilo za zihar, ne. In vsi so prišli, ne. In pa sem imel po celi Sloveniji te zadeve, tudi po Primorski, Koroški, Dolenjski in tako. Tako da sem veliko preko tega, ne, ampak zdaj ne bom rekel, da sem se od njih jaz toliko blazno navzel, kakor sem že sam a priori tudi njim dajal, in vsaka taka stvar je dosti vzajemna. Veliko sem bral, veliko sem študiral, potoval, tako da eno z drugim pol pride. Na kvizih sem, kar sem šel, sem zmagal, recimo na Milijonarju sem dobil takrat... Ja, 8. Pa na Najšibkejšem členu. Pa tako, no. Zdaj pa ne hodim na te kvize, ker zdaj imam pa eno tako pogodbo, da ne smem imeti nobenih dohodkov dodatnih, dobim eno tako vsotico mesečno, ker ni ne vem kaj, ampak je pa zame zelo v redu. Pa je prav lahko ti dajo to v pogodbo, da ne smeš? Ja, tudi če si recimo, ko sem bil, enkrat sem bil samostojni kulturni delavec, in ko sem to je bil glih v zvezi s tema dvema kvizama, ker sem, bila sta sicer, v enem letu sem dobil oba izplačana. Eden je bil januarja, eden je bil pa decembra. In sem dobil 12 jurjev takrat in to je presegal tisto vsoto in sem izgubil status samostojnega kulturnega, mislim, take neumnosti so, ne. In pa pač nisem bil samostojni kulturni delavec, pa sem bil pa, ne vem, brezposeln, kaj sem, kako pač. V glavnem, da pač ne smem enih denarjev pridobivati postransko in se pa s temi stvarmi ne ukvarjam, ne. Poleg tega mi grejo pa te kvizaši malo na živce, veš, zelo veliko gledam tega. So te trije kvizi, eden je Vem, pol je Joker, pa Milijonar, ne. To so te glavni trije tle v Sloveniji. In pol se pa ljudje non-stop eni in isti pojavljajo. Ja. Eni mi grejo že prav na živce, veš. Pa v bistvu se ni veliko denarja,
ne dobiš keša v nobenem primeru, to, da bi zdaj bil, da bi lahko od tega živel. Ne. Ali pa tudi v končni fazi, če si skromen, bi lahko. Sam pa dobiš tam tudi eni dajo neke kupone, a veš, Lidl, pa tako, ali ne vem kaj. No, v glavnem, če bi mi zdaj voda v grlo tekla, mi še zmeraj to ostane. Na stara leta bom pa na kvize hodil. Tam pa so pa te hitri prsti, to tudi ni nujno, da prideš skozi. Ja, se to tam jaz sem se na milijonarja prijavil, veš, in je te prvo rundo, kakao naredijo probo hitro prsto. Cak, pritisneš, vse štima, sekunde štima, rezultat štima, vse štima. Je šlo pa zares. Isto pritisnem, cak, pa kar je neta 10, pa sekunde kar je neki, pa kar neki. In jaz sploh ne verjamem več, da je to, ne vem. Ne verjamem, res. Res ne Obstaja verjamem. možnost manipulacije. Čisto drugače bilo. Enkrat sem šel pa celo na to pa ni bil ta prav kviz, to je bila pa manipulacija. To sem imel pa na Planetu, še pred milijonarom, ne vem, zato, v glavnem, Jonas je vodil, bilo je pa trenutek resnice. In tam si ti govoril stvari in oni so ti pa pol povedali, ali si se zlagal, ali se nisi. In to ni bil kviz, to je bila ena taka igrica, v bistvu je bila tako precej, skoraj bi rekel, nemoralna, ker so ljudje tam prišli in so se zelo razkrili. Ena žena je tam rekla, da je vprašala, ali ste kdaj prevarali moža. Pa je rekla, ja, ne. Prav, a to on ve, ne? Pa je rekla, ne, zdajle je zvedel. Veš, mislim, to so take hude pizdarje bile, ne. Medtem ko mene so tam tudi me sprašal, ali ste se kdaj podelali v hlače pijani, sem rekel, valjda, kaj boš pa drugega, mislim, pa tak, ne. No, hočem reči, tam oni imajo, ti nimaš kaj, oni lahko rečejo, zlagal si se, pa še sam ne veš, ali si se zlagal, ali se nisi, ker so dvoumna vprašanja, ali ste srečni. Ja, pizda, seveda sem srečen, ampak včasih pa tudi nisem, ne. Zdaj pa, skratka, to je, so nas pa testirali s tem poligrafom, ta detektor laži, se živo ti dajo na prste, na ne vem kva, dihanje, vse skupaj pa larifari v končni fazi, ne. V glavnem, na to sem šel in sem malo preveč okoli govoril, do kje bom šel, ne, in potem so oni slišali verjetno, sem rekel, da bom šel do 10 jurjev, pa so me pa pri 5 jurjih, so me pa pol tam fuknili, mislim, tako je bilo malo hinavska fora. Veš, evo, mislim, sej to je... Ampak nič hudega, veš, bilo je zabavno. Ma ja, ne, sej se zabavno. Če tako gledaš, ne vem, od koliko folka ni nič, pa super živijo, pa še srečni so, veš, ko bolj nas gledajo pa to, a ne. Če je srečen, pa če sam nase gleda, pa da ne škoduje, to je še, vse so rekli, dosti v redu. Ne vem, če greš tamle, ko greš na počitnice, pa ne veš, kam šel na vc, nimaš na WC-ja, pa greš tamle drevo zalit, ali pa tam se userješ nek. To plačaš, ti to vidi, ali kaj. Ne, ampak ima vsaj narava kaj od tega, a ne? A veš, če pa skozi uskret serješ, pa folk, ne vem, dobre plače, pa ni nič od njih, ne vem. Maji, Azteki, Inki so bili pametni, imeli so majhno hiško pa velik pole. In so z onim odrekom naredili tisto džungelsko zemljo, da je bila v bistvu rodovitna, a ne. Danes pa, ne vem, se viš, so kanalizacije pa morje pa to.